Dobar dan, lepo pozdravljeni na današnjem pesniškem srečanju, ki smo ga poimenovali Pokrajine poezije. Pogovarjala se bom s pesnikom, prevajalcem, avtorjem otroških in mladinskih knjig, literarnim zgodovinarjem, slovenistom in slavistom in tudi profesorjem slavistike na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu, doktorjem Petrem Svetinom, toda lepo pozdravljeni. Ampak naš pogovor bo predvsem o prevajanju češke poezije. Predvsem se bomo posvetili češki poeziji, ker je v lanskem letu išla pri založbi Lud literatura knjiga Ribje Ruskine in Pod mastov Tomislava Tenka. In se bomo posvetili predvsem pesniku. Zato smo tudi poimenovali to srečanje Pokrajine poezije, ker pri Rejnku je pokrajina na južno-vzhodnem Češkem, Visočina, zelo pomembna in v njegovi poeziji tudi sever. In bi torej mogoče začela kar s tako na široko vprašanje za prevajalca. Kakšen mislite, da ima poezija, češka poezija v slovenskem prostoru danes položaj? A se bere, a je smiselno, da je tukaj prisotna del kot prevajalec, kaj posredujete slovenskim bralcem, zakaj to počnete? Meni se absolutno zdi smiselno, da je prisotna, zelo mora biti prisotna. Ne vem pa zdaj, koliko se bere, ko se pogovarjam z založniki, mi govorijo o majhnih nakladah. Zdaj tale Rejnek je pri Globu se šel, mislim, da je v 200 in se vodi, pa ne vem, če se to potem vse proda. Tako, da do 100 izvodov poezije proda, mi razlagajo, da je nekaj uspeh. Da se pa to prevaja, pa seveda to mora biti, kot mora biti, recimo, kakšna barva, ki je v hiši, pa kakšna slika na steni ali pa rože, ki je na vrtu, pa kakšen ptič na kakšnem drevju. Mislim, se preživi človek lahko verjetno brez poezije, čeprav v zaporu, ko sem se prej pogovarjala, ko Jirovs piše iz zapora, ko Zupan piše, so stvari take, da dobesedno pomagajo preživeti. Tisto, na kar pa velikrat pomislimo v zvezi s poezije, pa moj brat je tule na oddelku za psihologijo profesor, pa mi je razlagal enkrat, da je pa ravno neko študijo, ne vem, 20-40 strani neke psihološke razprave, take zelo znanstvene njihove in potem na koncu da napiše, oziroma kot je to rekel Shakespeare, in sta dva jaza. Zelo tako zgoščeno je to, tako zgoščen je ta sok za repčenje, da pravzaprav brez tega, tudi brez glasbe, mislim, da bi težko se bivali. Nima pa vsak do tega odnosa, tako zagotovno. Hvala. Jaz bi mogoče malo predstavila avtorja, Tomislava Rejnka, ker moram priznati, ko sem pila popoldansko kavo, listala revijo Bukla in sem videla, da je prevod Tomislava Rejnka, da sem kar zamrznila. Sem bila tako presenečena, da je danes ali letos lani 2023 je izšel izbor njegove poezije v slovenščini. Me je zelo presenetilo, ker gre za avtorja, ki je ustvarjal v 20-30 letih prejšnjega stoletja, začel je s tako ekspresionistično poetiko, s takimi res zelo ekspresionističnimi slikami, jezikom, ki je zelo, mislim, zahteven za prevajalca in zelo spiritualen, duhoven avtor. V češki poeziji ga spada v to skupino katoliških avtorjev, ampak se zelo razlikuje. Prej sva omenila pesnika Jirovsa, ki je čisto drugo obdobje, ampak najdeva veliko skupnih točk, ker Jirovs in tudi Rejnek imata ta spiritualnost se odraža v odnosu do tega najbližjega bitja, do teh malih stvari, do ljubezni in neke pozornosti. Torej, Rejnek kot spiritualni avtor, na začetku ekspresionistični,
Vi pa ste zbrali za prevod dve zbirki. Ribje ruskine je ena od prvih zbirk, ki je išla leta 1922 in odraža prav ta prvi del te poetike in so to pesmi v prozi. Druga zbirka, Odhod lastovk, je pa zbirka, ki je nastala v 70-ih letih, išla je leta 1972 v tako imenovanem samizdatu, to pomeni, niti ni mogla iti uradno na Češkem, so jo prepisovali na pisalnih strojih in tako ilegalno širili, potem je išla še v tujini, v exilu v Münchnu. In na Češko se je vrnila šele v 90-ih letih in tukaj je prav izbor njegova, taka res ta njegova zadnja faza, pa zrela poezija nekoma. Odkud je prišla tale odločitev, da v slovenski prostor, kjer je manj češke poezije prevedeno, boste prevedli tega avtorja te zbirke? Odločitev je pravzaprav bila odločitev založbe. Vida Snoja, pa mogoče še koga, ne se prav pri tem Ljud Logos, ker so zelo naklonjeni, ali pa pravzaprav imajo programu izdajanje ne samo poezije, je zelo spiritualna, zelo duhovna, katoliška, lahko pa krščanska, ali pa širše, ampak tudi druge stvari, se pravi prevode, proze ali pa kakšnih teh duhovnih tekstov in tako. Skratka, odločitev, da bi izdali rednik, je bila njihova. Potem so me vprašali, če bi to naredili, tam sem imel pa potem čisto odprte roke. So rekli, da imajo veliko rajši, če je celotna zbirka prevedena, da lahko pa seveda tudi izbor. Zdaj, ko sem se jaz potem skozi Remnikov opus prebijal, se mi je zdelo pa zelo smiselno ne vzeti ene same zbirke, zato ker ga ne pokaže dosti temeljito, bi rekel. Ker ta ekspresionistična faza iz časa med obema vojnama, pa potem to po vojni, kar je pisal, je seveda tematsko, vsebinsko, kar se perspektive in motivov tiče je podobno. Ta krščanski svet, pa narava, visočina, se pravi te stvari, kmetki življenje, to je na podeželju. Ampak oblika poezije je pa bistveno drugačna. Ta poezija na začetku so pesmi v prozi. In ta poezija na koncu je pa ta koncentrat verza, zelo kratkih verzov, ki so rimani, da se mi je zdaj izziv pravzaprav te stvari vzeti in prevajati. Zanimivo se mi je pa zdaj, se neko najprej pri tej pesmi v prozi, se neko ne pričakujem kakšnih večjih prevajalskih problemov, večjih kot običajno. Pri tej zbirki zadnji pa sem pričakoval, da bo ta kratek vers, pa ta zelo zgoščena metaforika, zelo zgoščen jezik pravzaprav, ki se še rima, da bo to pravzaprav formalno, zelo zahtevno, pa da bo problem. Na kar se je skazal, da je prvi problem bil njegov jezik. Ker je marsikdaj na prvi pogled še kar razumljivo, ampak potem, ko vidiš, da izbira neke besede, ki so tako arhaične, ali pa tako redko uporabljene, da jih po slovarih, teh, bi rekel, slovarih historičnega jezika težko najdeš. Ko je imel kolega moj, Martin Valašek, so še iz študentskih časov, kolega v Pragu, urednik Sovisnosti, imel on težave kdaj, ko sem ga spraševal, kaj je. Rekel, to so stvari, ki sem jih zdaj slišal, pa Bog je kdaj mogoče v času študija, ampak vmes pa ne. Skratka se je izkazal, da je to problem, pa sem se, tako bi rekel, z enim velikim upanjem prebijal skozi tam, kjer stvari mi niso bile jasne, sem si rekel, zmeri dva kaže kota sta bila. Se pravi, en je bil ta krščanski, se pravi, motiv ali pa tema, da zelo bistveno od tega ni odhajal in drugo je bila podoba vasi. Jaz rekel, da če se tu znotraj gibam, čeprav kdaj nisem čist 100% razumel pomena, pa sem ga moral po nekih obrazilih nekako dešifrirati, se mi je zdel, sem upal, sem rekel, da
bistveno stran udaril, in sta bila to dva kaža pota. Potem, ko sem pa prevajal stvari, te verze, ki so zelo zgoščeni, se je pa skazal, da ni glavni problem to, da ti prevajaš kratke verze, ki so še zvočno oblikovani in tako, se da asonanco kdaj reševati, pa da se ne rima, ampak se asonira zlogi, število zlogov dodaš, recimo enega, dva, ampak da rima ostaja. Tisto, kar je bil največji problem, pa se mi nikar do zdaj še ni zgodilo pri nobenem prevodu, je bilo pa tako boleča Rejnikova samota. To je tako, kot da bi, se pravi, ko sem tekste prevajal, jaz sem mogel, nikoli se mi res še ni zgodil, da bi mogel od prevajanja, od tekstov počivati. Enostavno nisem zmogel. Sem prevedel tekst, potem sem enega, potem sem 3 dni počil, potem sem spet prevedel enega, potem sem spet moral počivati. Približno tako je, kot da bi si dal trne robide v roko, pa pa stiskal. Tako boli približno to. In ta njegova samota se pa vleče od ta prve te zbirke, ali pa te začetnih zbirk, Ribe Ruskine, do konca, ko vidiš, da ni človeka, ki bi bil tam zraven. Je muc, je pajk, so lastavke, pa še te so šle. In to se kar kopič, tega je toliko, da je bilo res. To mi je pa bolj presenečilo, pravzaprav ta njegova perspektiva, pa to doživljanje sveta, da je bilo najbolj ne problem, ampak najbolj naporna stvar v tem prevajanju. A bi mogoče za Dušino prebrala eno pesem, da slišijo tudi šalci, obiskovalci. A preberijo ena iz prve, pa ena z druge? Tako, najprej jaz v češčini. Kočky. Pojďte ke mně všecky, vy těšitelky mnoha mých těsných let od dětství. Pojďte, vy chmurné, žíhané, jež jste popsány runami tajemných básní. Vy bílé, jejíž srst narostla z teplého mléka kravek. Vy černé, jež se podobáte na první milence. A vy tříbarevné, které jste podobny podzimnímu dnu, lzivy jako říjnové listí, černý jako vody v lesních tůních a bílý jako jinovatky po mrazu noční. Pojďte ke mně a upřeďte mi tkanivo krásného snu. Vidíte, lidé vám nevěří a pomlouvají vás. Ale přece ve dveřích statků a chalup i ve hradech stodol a půlek vám nechávají otvory, abyste k nim mohli. Ani ne z lásky, ale pro jistotu, aby nebyli zahanbení, neboť snad tuší, co my víme, že v kamenné bráně Edenu také je šatie a že vy tam chodíte pro odlesk útěchy samotátů. Mačke, pridite k meni, veto lažnice mojih tesnot v mnogih letih od otroštva. Pridite, ve mrakovne, lisaste, ki ste popisane z runami skrivnostnih pesmi, ve bele, ki vam je dlaka zrasla iz toplega kravjega mleka, ve črne, ki ste podobne moje prvi ljubezni, in ve trobarne, ki ste podobne jesenskemu dnevu, prjaste kot oktobrsko listje, črne kot vode v gozdnih tolmunih in bele kot pivje po nočni zmrzali. Pridite k meni, spredite mi tkanino lepih sanj. Glejte, ljudje vam ne zaupajo in vas klevetajo, vam kljub temu v vratih posestev in koč, v vratih skednev in lob puščajo odprtine, da lahko pridete k njim. Niti ne z ljubezni, ampak za vsak primer, da se ne bi usramotili, ker mogoče slutijo, kar mi vemo, da je v kamnitem portalu Edena prav taka lakuta in da hodite tja pod blesk uteke za samotneže. Hvala. To je bila iz prve zbirke Ribe Ruskine, torej iz 20 let je napisan v prozi in zdaj bi še eno z druge zbirke in kar to naslovno kot naslov. Odlet Vlaštovek. Odlétají Vlaštovice, mlh a strnisk temné svíce, šíř černých plamenů. Pod střechou a nad pěšinou, v
krvi namočenou třtinou kreslí amen na stěnu. Oči léta, bolí, hynou. Nevzpomínej, vzpomeň. Uletěli, už ne naše, hřeby v očích Tobiáše, stébla z hnízda, střepy z bláta, touha v síti stínu jata. Tůní ryba uzdraví, tma je v síti, ryba není. Odletěli, polí stohy se zlátly a chlévek z dlaní, Ezalovo požehnání, hrsty slávy v příchní dlaní. Osiřeli v chlévech rohy, pokácené otazníky na čele krach, křivé dýchy, půl měsíce zízvené. Lampy zhaslé, ještě ne. Stuhlé lokte rohu vstájí, nikoho neobjímají, po někom si ještě ptají. Bílá světla spadaná, skyly stydlé do rána, slámy s okučenou duší. Němota, jež sklenek stéká, sloupu z košlen z mléka, sloupu v plášti z plísně muší. Sloupu stromů, v ráji květy, čekají, až zima sepí. Čekají, až skamenějí, čekají už na anděli. Lastovke odhajajo, svečke temnih praznih pol, puščice črnih plamenov, na podstrehi, nad stezo, s trsko kri namočeno, amen rišejo na steno. Julijske oči medlijo, ne spoduje, ne bom tiho, nič več naše sredi leta, žebelj žgel kot obija, bilke gnezd, čerpinje ila, žalost v mreži sencu jeta. V reki riba ozdravljenja, v mreži tema, ribe ni. Pozlatel je stok na polju, hlevo stelja, Ezavo ti blagoslovi, potem slame v senčni dlani. Zapuščeni so rogovi kravih čel, zviti vprašaji, bodeži zakrivljeni, prvi krajci zraščeni. Ključ ugasnjena gori, roko trpev stoji v staji, ne objema več trdno, ni objema, le vprašaji. Luči dele so gasnile, zjutraj so se ohladile, obljube z dušo zlomne. Molk, ki so zoboko v stekah, molk stebrov v srajci iz mileta, stebrov v plašču mušje plesni, stebrov stebel roši zaraja, čakajo, zima se staja, čakajo pod kamenje, čakajo na angele. Sva že omenila nekaj motivov, to so dolejke živali, ampak tudi pokrajina oziroma vas, ker se niti ne opisuje neke pokrajine. A je bila tukaj neka težava, recimo v prevodu teh motivov, ali je to tako prenosljivo v slovenski prostor? Ali je to navezano na češki prostor? Se je tukaj pojavilo kaj? Tu nisem imel kakšnih takih težav. Težave so edino bile s kakšnim orodjem ali pa s kakšnimi stvarmi, ki so na kmetih bile ali pa za kmete ali pa za to okolje kmečko zelo značilne, pa zdaj niso več. To je bilo pravzaprav bolj, ampak drugače, kar se pa prav teh rastlin tiče ali pa živali, ki jih omenjamo, imamo občutek, da se ta prostor ne razlikuje tako bistveno od slovenskega ali pa od tega prostora, v katerem živimo, da tu pravzaprav nisem na kakšne težave, da če jaz nisem vedel, zdaj kaj tista žival je, pa sem šel potem gledati, ampak ni žival, ki bila recimo samo na Češkem, ampak je pač tu. Torej ste omenili tudi to orodje ali predmete satanika, ki so obkrožale renkami. Podobno je bilo tudi v drugem češkem pesniku, ki ste ga prevajali Holu, ki se tudi osredotoči na ta vsakdanji dan, na to vsakdanji. Jaz imam občutek tudi v vaši poeziji, ker ste tudi pesnik, in ste izdali 4 pesniške zbirke, se tudi osredotočate na take predmete iz vsakdanjika. A vam je to recimo vaše ustvarjanje vplivalo na prevajanje teh avtorjev ali kako kot sam ustvarjalec, pesnik, prevajate potem druge poetike? Imate neko... To je kričemo obratno po moje, ker je to prevajanje tako temeljito branje, da pa nosiš seboj. Zdaj jaz imam kak star telefonček, da si niti na telefonček ne moram
najprej listke, če nimam listov, imam pa papir na krogoc, in potem si kakšni avtobus ali papir zapisujem, kakšne rešitve. Tako intenzivno živiš s temi teksti, ki jih prevajaš, vsaj pri meni, da potem kakšne stvari iz teh tekstov vstopajo v mojo poezijo. To potem tudi naznačam, da pri Holobu je bilo so bile tista kratka premišljevanja ali pa kakšne take stvari. Tako da, zmeri, ko se lotam prevajanja, se reče, da toliko profesionalca sem pa že, da ne bom zdaj svojih nekih predstavljati, da se hočem potopiti čim bolj v tekst, ki ga imam pred seboj, zgodi se pa potem obratno. To pa se zgodi. Mogoče še izpostavila en motiv, ki se mi zdi zanimiv pri Renku, in to je čas. Recimo, velikokrat govori o urah, in ki je negativno jo dojema. Ste tudi to brali, ali da ura, ki jo je človek izumil, je prav ta najslabša stvar? Ja, pri njem imam zmeri občutek, ko gledam te slike, fotografije njega, ki sedi tam v tej kmečki sobi, kjer je še en šparger, pa krompir lupi ali pa ima mačka v naročju, kjer je tako malo predmetov, lesen pod je tam, se pravi tako, pa Petrkov, ta hiša na posestvu, kjer je stanoval. To je tako asketsko, kot da bi v samostanu pravzaprav živo približno. In si mislim, da v takem primeru, v taki askezi, je bil tudi tako odmaknjen, kot sem jaz razumel, pravzaprav, da so njega obiskovali, kdo ga je obiskoval, ampak da on pravzaprav ni, ne vem, vsaj potem po drugi vojni, ne vem, koliko okrog hodil, da tam je to doživljanje časa bistveno drugače. In da je pravzaprav to njegovo doživljanje časa s tem povezano, ker ima sam sebe, pa živali okrog sebe, pa stene hiše, pa pokrajina, po kateri se sprehaja. In to je pravzaprav kronotop pri njem, je pa res, ne? Čas pa prostor v enem. Imam tudi, jaz sem si tako razlagal, da je to doživljanje časa s tem pogojeno, s to njegovo askezo, pa tako res velikavsko šino. Je tudi to razumljivo glede na obdobje, v katerem je živel, in je bil eden od redkih katoliških pesnikov, ki ni bil v zaporu. In prav zaradi tega, ker ni imel neke odkrite, rekla potem katoliške motive, ampak je imel tole tematiko in motivnosti, so ga pustili po na obrobju, nismo izdajati, ampak se izognili tem visokim zapornim kaznom. Če ste omenili, da prevajanje bi bilo boleče, to so si tudi ste sprednje besede, je name zelo delovalo. Kako je branje poezije? Če ste predtem brali, je tudi branje Renkove poezije. Ste rekli, da pred prevajanjem ste se poglobili v njegove pesmi. A je tudi branje boleče ali pa ni treba delati nekih pauz med pesmimi? Ne. Branje ni bilo tako boleče, zato ker tam pri branju pravzaprav to prvo branje, na podlagi katerega sem se potem odločil, kaj bom vzel, pa katere stvari bom izbral, zato ker tam to branje še ni tako strašno temeljito, vsaj pri meni. Tisto prvo branje je pravzaprav vtis, in tak zelo močen vtis, na podlagi katerega se odločim. In tam seveda to ni bilo še tako izrazito, ne? Tudi veliko, ko bereš hitreje, lahko prebereš zbirko v 2 dneh, recimo, ali pa tudi v enom dnevu, če bi jo tako bral, prevesti ne moreš nikakor, ne. Se pravi, ti en tekst prevajaš, ne vem koliko časa in koliko s teboj živi in to pika ne prestano. Tako da pri branju ni bilo tega občutka. Potem pa zelo močno. Jaz bi mogoče publika bi bila kakšno vprašanje, krepko, komorno. Ne, v redu. Jaz bi se mogoče še osredotočila na otroško in mladinsko književnost, tudi na prevajanje. Tukaj imam en primer, ki izhaja v zadnjih letih, H2O in Skrivna vodna misija in H2O in Zaklad blaznega očesa in bo išlo zdaj nadaljevanje. Tretji del Petra Stančika, češkega avtorja. V čem je za vas posebna češka mladinska književnost? Zakaj se vam zdi to smiselno prevajati? Ali so tam neke posebnosti, značilnosti češke otroške mladinske književnosti, da je
zanimivo jih prenesti tudi sem. Ja, meni se zdijo stvari v češki otroški literaturi tako simpatično, humorne, zato ker so velikrat bizarne. To v slovenščini nekako ni navada. Recimo v tem prvem delu tam raziskujejo se prebijajo, neke načrte iščejo skozi neke časopise, na kar ugotovijo, da je za tistimi časopisi še ena soba in v tisti sobi že ne vem koliko leta žena od tega možakarja, ki časopise zbira tam in plete njemu šal, je bombone, ki jih je on tam pozabil. To so tako bizarne stvari, pa tako humoristične, zabavne, da pravzaprav tega v slovenski literaturi na tak način ne zasledim. In se mi zdi fajn, da je tudi ta vidik ali pa ta način pogleda na svet, da so tega deležni otroci tudi. Tega humornega, ironičnega, je pa, bi rekel, spoštljiv. To ni zdaj, bi rekel, da bi nespoštljiv bil, ampak na svoj način je pa razgrajaški, tako razgrajaški, kot ponavadi v slovenski literaturi ni. To so stvari, ki me potem pritegnejo. Prav pristanči, ko me to potegnejo, in sem vesel, da so na založbi rekli, da jih to zanima in da se pač to prevaja in razpravce to bere. Kakšne pa so prevajalski problemi pri prevajanju otroške poezije iz češčine? Ste se kaj s zanimivim srečali pri tem? Pri poeziji nisem na kakšne posebne probleme naletel. Seveda je pač tam je problem velikrat kakšnega metruma, rim, ampak kakšnih takih veliko zelo neobičajnih problemov ne. Sem pa naletel na težave, na take zanimive orehe, zelo trde tu pri prevajanju Stančika, zato ker ima levo in desno ob tekstu opombe in njega strašno privlači hrana, on je tako zelo kulinarično, ima kar recepte, gledaj levo-desno, kdaj se seveda z teh receptov tudi našto dela, tako da je treba videti, kdaj je to ironično, kdaj je to zares. Potem pa ga zelo privlači tehnika. In tam pri tej tehniki so stvari, zelo dejstva, pa zelo res, ampak vam včasih občutek, da je kakšna stvar po spominu napiše, ki potem ko greš gledati stvari, to so take manjše raziskave, je bilo treba narediti, pa je treba vedno neprestano delati, vidiš, da ne stvari ne stojijo, da so napačne. Zdaj za te stvari ga niti ne grem spraševati, kakšne take reči potem popravljamo. Potem so zelo veliki izzivi, kakšne besedne zveze ali pa kakšni pregovori, ki ne stojijo v tekstu sami zase, ampak se potem zgodba s tistega razvija. Zdaj, prevez dobesedno nima pomena, zato ker nič ne pomeni. Ko prevedeš pa, bi rekel, v tem, kako zdaj, ali pa kaj v slovenščini to pomeni, pa kako funkcionira, se pa seveda čisto pomen spremeni in potem moraš tiste stvari peljati tako, da približno, pa na enak način pelješ, kot to on pelje. Tako da to so tako izjemno simpatične reči, ko me tako poživljame, to tukaj me pa ne odruja to. Pri otroški poeziji mogoče ali pri otroški književnosti na sploh zgodbah so mogoče problem te češke realije ali ne? Ali prenašate v slovenski prostor ali bolj ohranjate te češke, če se pojavijo razred mestu, ki se dogaja hrana ali tako? Zdaj, hrano pustimo, hrano, to sem puščal. Kakšne stvari, ki se pa dogajajo v Pragi, on se prav ne reče, da je Praga, ampak ima Vltava, namest Vltava, ampak nima čisto vedno, včasih ima pa tudi Vltava. Skratka, kakšne take stvari se pa potem na tak način pusto, da se vidi to pravzaprav praški prostor, ampak tam, kjer so pa zelo tipično češke stvari, bi pa preveč razlage potrebovali, recimo tam v Japoniji govori o prvem češkem časopisu, pa ga potem vesuje, tisto sem pač dal prvi slovenski časopis, Ljubljanske novice, kjer so kakšne realije češke, kjer lahko slovenske dodam, potem pač tisto opombo dodam. Na tak način se pravzaprav potem ta tekst rodi, da je še zmeri postavljen češki prostor, ampak da otroku, ki mu pa ta prostor ni znan, da ga pravzaprav kdaj asociira tudi na prostor, ki je njemu znan, če pa tam je slovenski kontekst. Jaz sem tudi opazila, da pri vaših knjigah, otroških in mladinskih,
uporabljate velikokrat češka imena ali češki prostor, tako da podobno kot pri prevajanju poezije je ta vpliv iz češke literature na vaše ustvarjanje. Mogoče še za konec, mi smo že na začetku povedali, da prevajanje poezije je smiselno in branje tudi. Kakšni so vaše želje, kaj bi še radi iz češke poezije prevedli in prenesli slovenskim bralcem? Zdaj, izbor češke otroške poezije sem napravil, ki sem ravno mladinsko knjigo in tam se niso odločili za knjigo, so se pa na Cicibanu odločili, da bojo zdaj to pač objavljali te periodiki, te prevode. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo gledal, pa ne vem, ali se bom lotil Erike Saumersval, so te stvari, ki so z nadrealizmom njegove povezane. Pa Joži Kolaž, ki je pisal to umjenje, misprasulno, vasnice umjenje, to skratka to sem gledal, kač pa nimam kakšen odločil se, pa tako prav nisem, da bi zdaj spet nekoga imel, bom pa pogledal Jirovsa, te njegove tekste, za kjere slišim, da funkcionirajo v tem prostoru, da pa mogoče tu, v liriki pa Jirovs je šel. Mogoče še, če dal povrti, vprašanje, ne? Najlepša hvala, jaz mislim, za vključena naš pogovor in torej še priporočam za branje revije Ruskine od nastov, ki je izdal pod Logos CSU. Hvala lepa za pogovor. Hvala, enako, Jana.